Vaš prenosnik z 8 GB RAM so mu dnevi že šteti. Do konca leta 2026 bo morda že imel težave z zagonom osnovnih varnostnih sistemov sodobnega operacijskega sistema. Ne zato, ker bi bil pokvarjen, ampak zato, ker se pravila računalništva spreminjajo. V ozadju tehnološki velikani tekmujejo, kdo bo zagotovil ogromne količine pomnilnika za umetno inteligenco, medtem ko se običajni potrošniki borijo za zastarelo strojno opremo. Milijoni naprav bi lahko postali zastareli, ker je bila prihodnost zgrajena brez njih. Naslednja nadgradnja računalnika ne bo več namenjena hitrosti, ampak preživetju. Ko kupite pametni telefon, tablico, prenosnik ali računalnik, pričakujete, da bo deloval. Seveda, ne bo trajal večno in veste, da cenejši izdelki morda niso tako učinkoviti, vendar denar za te izdelke porabite v prepričanju, da bodo zdržali vsaj nekaj let, preden boste morali poiskati zamenjavo. To ni nerazumno pričakovanje, saj so ga potrošniki po vsem svetu uživali že generacije. In potem je prišla umetna inteligenca in vse spremenila. Ko se lovke umetne inteligence širijo po industrijah in prodirajo v skoraj vsak vidik sodobnega življenja, se življenjska doba običajnih računalnikov hitro krajša. V domovih in pisarnah po vsem svetu je na stotine milijonov prenosnikov in namiznih naprav, ki so stare manj kot 2 leti. Videti so dobro, tipkovnice niso obrabljene, zasloni so ostri in zaženejo se v nekaj sekundah. A vendar je pod njihovim elegantnim videzom izdana smrtna obsodba. Odštevalnik je tik pred ničlo, številke poudarjajo težavo. Danes je v uporabi približno 2 milijardi naprav. Uporabljajo jih ljudje iz vseh slojev družbe za najrazličnejše naloge, tako osebne kot poklicne. Brez njih bi se njihova življenja sesula. Vendar večina teh naprav, več kot 1,3 milijarde, nima nevronskih procesnih enot ali NPU-jev oziroma osnovne količine sistemskega pomnilnika, ki je potrebna za izvajanje lokalnih nalog umetne inteligence naslednje generacije. To so iste naloge, ki nam jih tehnološka podjetja vsiljujejo. Naloge, ki bodo kmalu postale nujne, ne več izbirne, za vsakogar, ki želi brskati po internetu in uporabljati programsko opremo, na katero se zanaša že desetletja. Celotna osnovna raven funkcionalnega računalništva se je zavedno spremenila. To je, kot da bi se zbudil in ugotovil, da so 3 pasovi 4-pasovne avtoceste trajno zaprti in zdaj izključno rezervirani za konvoj korporativnih VIP oseb. Vsi ostali smo prisiljeni boriti se na enem samem razpadajočem pasu, ujeti v neskončnem ozkem grlu. To se dogaja na trgu potrošniških računalnikov leta 2026 in glede tega ne moreš storiti ničesar. Nisi naredil napake, nisi kupil pokvarjene strojne opreme ali prenesel virusa, ki bi uničil sistem. Pa vendar je tvoja naprava odrezana od prihodnosti interneta. Ni bilo nobenega opozorila, nobenega nadomestila in nobene milosti. Vse se na koncu zvede na nekaj razmeroma preprostega – pomnilnik. Ta izjemno pomembna komponenta je hitro postala ena najvrednejših tehnoloških virov na planetu. Ker je umetna inteligenca postala vse bolj pomembna, so največja tehnološka podjetja na svetu začela vlagati ogromne vsote denarja v zmogljivo infrastrukturo za umetno inteligenco, da bi jo lahko poganjala. Pomnilnik je ključen del te infrastrukture. Znamke, kot so OpenAI, Microsoft, Google in Amazon, ga množično kupujejo. Vpliv teh rekordnih vlaganj v RAM je mogoče videti in občutiti v denarnicah milijonov potrošnikov po vsem svetu. Poglejmo trg pametnih telefonov. Leta je ta sektor sledil znanemu vzorcu. Vsako leto velike znamke predstavijo svoje najnovejše naprave. Vsakič obljubljajo postopne izboljšave, hitrejši procesor, boljši zaslon ali zmogljivejšo kamero. Tako so upravičevali višanje cen in spodbujali uporabnike, da opustijo stare modele v korist najnovejših izdaj. Toda pametni telefoni, tako kot prenosniki in računalniki, za delovanje potrebujejo RAM. Razcvet umetne inteligence je povzročil, da so cene pomnilnika poskočile na še nikoli videno raven. To je vplivalo na seznam materialov oziroma BOM za pametni telefon, izdan leta 2026. BOM je seznam vseh materialov in komponent, ki sestavljajo napravo, skupaj z osnovnimi stroški teh materialov. Leta 2022 je pomnilnik predstavljal le majhen del skupnih stroškov. Od takrat pa se je ta delež drastično povečal, tako da pomnilnik zdaj predstavlja skoraj 60% BOM pri telefonih vrednih $400 ali manj. Tudi pri napravah srednjega razreda so stroški pomnilnika v BOM narasli na približno 40%, saj RAM dejansko postaja luksuzno blago. To postavlja proizvajalce pametnih telefonov v težak položaj. Ljudje morajo dati razlog, da kupijo njihove najnovejše naprave, hkrati pa morajo za njihovo izdelavo porabiti veliko več. Vseh teh stroškov ne morejo prenesti na potrošnika, s tem, da bi sami zvišali ceno naprave. Ljudje imajo omejene proračune. Ni veliko ljudi, ki bi bili pripravljeni odšteti nekaj $100 več za telefon, ki je bolj ali manj enak kot lanski model. Zato se odločijo za drugo taktiko. Taktiko, ki se vrti okoli zmanjševanja proizvodnih stroškov s čim bolj prefinjenim varčevanjem pri izdelavi. Zamenjajo senzorje kamer z manjšimi, enostavnejšimi alternativami. Okvir telefona izdelajo iz cenejšega, manj vzdržljivega materiala. Baterijo zamenjajo s takšno, ki ima krajšo življenjsko dobo, vendar je cenejša za nabavo. Namenoma naredijo svoje naprave slabše, saj uporabljajo cenejše dele in materiale za spremembe, ki jih večina ljudi sprva sploh ne opazi. Vsaka od teh sprememb bi bila sama po sebi za potrošnika skoraj nevidna.
Skupaj postanejo nekakšen skriti davek. Naraščajoče stroške financiranja je treba nekako pokriti, zato cena ostaja enaka, tudi če se izdelek slabša. Kupec prevzame dodatne stroške za RAM in na koncu dobi slabši telefon. Morda tega sploh ne opazi, dokler čez leto ali dve telefon ne začne zmrzovati ali odpovedovati in je prisiljen kupiti novega. To ne vpliva le na pametne telefone, dogaja se po celotnem tehnološkem sektorju. Tablice, prenosniki, računalniki za igranje iger in vse vmes. Blagovne znamke, ki izdelujejo te izdelke, se ne borijo več le med seboj za RAM, tekmujejo z nečim večjim. Ogromne, nenasitne zveri, ki porabljajo energijo in računsko moč veliko hitreje in v veliko večjih količinah kot karkoli, kar je svet kdaj videl. Podatkovni centri za umetno inteligenco. Te stavbe iz betona, brez oken, so obdane z izjemno učinkovitimi hladilnimi stolpi, ki v ozračje izpuščajo ogromne količine pare. V vsaki izmed njih pa so vrste in vrste strežnikov. Vsak strežnik je napolnjen s tisoči pospeševalnikov za umetno inteligenco ali grafičnih procesorjev, ki delujejo neprekinjeno in izvajajo zapletene matematične izračune, potrebne za učenje in delovanje modelov strojnega učenja. Vsi ti pospeševalniki za svoje delovanje potrebujejo RAM. Vsak mesec po svetu nastaja vedno več takšnih podatkovnih centrov, ki so vse večji. To je fizična utelešitev oboroževalne tekme na področju umetne inteligence. Ne ustavi se, neprestano drvi naprej z vratolomno hitrostjo. Ves čas je prisoten nepopustljiv pritisk k naslednji veliki stvari, naslednjemu modelu, naslednjemu preskoku v inteligenci, naslednji stopnji digitalne evolucije. Edini način za dosego kateregakoli od teh ciljev je rast. Večji podatkovni centri, več strežnikov, več energije, več pomnilnika. Podjetja, kot so Microsoft, Meta in Alphabet, želijo prevladovati na trgu in izdati orodja umetne inteligence, za katera želijo milijoni ali celo milijarde ljudi plačati. Da bi to dosegli, morajo biti vedno korak pred svojimi tekmeci, saj lahko v tako neusmiljeni tekmi že najmanjši spodrsljaj privede do večmilijardne izgube. Nimajo druge izbire, kot da kupijo vso pomnilniško zmogljivost, ki si jo lahko privoščijo, in to čim hitreje. In prav to tudi počnejo. Številke govorijo same zase. Meta, Microsoft, Amazon in Alphabet bodo samo v letu 2026 za svoje ambicije na področju umetne inteligence skupaj namenili $5 milijard kapitalskih izdatkov. To je ogromna količina denarja, ki bo samo še naraščala. Strokovnjaki ocenjujejo, da bodo skupni kapitalski izdatki največjih blagovnih znamk na področju umetne inteligence dosegli neverjetnih $1,2 bilijona leta 2027. Leta 2028 pa narasli na $1,4 bilijona. Primerjajte takšno porabo z ljudmi, ki si preprosto želijo kupiti novo napravo, kot je družina, ki išče nov računalnik, ali študent z omejenim proračunom, ki išče prenosnik, ki ga lahko nosi po kampusu. Po vsem svetu je na milijone ljudi, ki iščejo nov računalnik, vendar na cene, ki jih plačujejo, ne vplivata več običajna ponudba in povpraševanje. Namesto tega jih nadzoruje peščica megakorporacij. Tehnološka elita izkorišča svoje skoraj neskončne denarne rezerve, da za silicijeve čipe ponudi več kot potrošniški trg. Odkupujejo svetovne proizvodne zmogljivosti, maloprodajne blagovne znamke in njihove kupce pa puščajo, da se borijo za ostanke. To je kruta resnica tekme v umetni inteligenci. Ne gre le za to, da podjetja tekmujejo med seboj, da bi bila korak pred drugimi in izdala naslednjo veliko novost na področju umetne inteligence. Gre za to, da ista podjetja izvajajo nasilen napad na potrošniški računalniški trg. In najhujše pri vsem tem je, da ni videti konca. To ni začasno pomanjkanje, ni le trenutna motnja. Stvari se ne bodo kar same od sebe uredile in vrnile na stare tire. Umetna inteligenca se premika le v eno smer. Modeli bodo postajali le še pametnejši in zahtevnejši, vsako leto pa bodo porabili še več virov. Dokler se bo to nadaljevalo, bodo ta podjetja še naprej porabljala pomnilnik v rekordnih količinah in pustila vse ostale daleč zadaj. Obseg njihove pohlepnosti postaja vse hujši, saj ta podjetja se ne zadovoljijo s klasičnimi vrstami RAM-a, kot jih najdete v vsakdanjem prenosniku ali osnovnem pametnem telefonu. Želijo si najboljše od najboljšega. Pomnilnik z visoko pasovno širino oziroma HBM. HBM dosega neverjetne hitrosti z laganjem več pomnilniških čipov skupaj, kar ustvari raven zmogljivosti, ki je daleč nad tradicionalnim RAM-om. Razlika med naprednimi podjetniškimi AI sistemi, kot so grozdi, Nvidia H100 in 8 GB DDR5 pomnilnika v običajnem potrošniškem prenosniku, je ogromna. Najboljši HBM izdelki dosegajo vsaj 50krat višje rezultate na testih zmogljivosti v primerjavi z običajnim RAM-om. To je, kot bi imel nadzvočno lovsko letalo 5. generacije, ki tekmuje proti malčku na plastičnem triciklu. To je ustvarilo novo tehnološko hierarhijo. Največja podjetja lahko obdelajo bilijone podatkovnih točk v delčkih sekunde, medtem ko so vsakdanji uporabniki prepuščeni napravam, ki se mučijo z osnovnimi nalogami umetne inteligence. Zato je HBM postal hrbtenica sodobnih procesorjev umetne inteligence in superračunalnikov. Toda v tehnologiji ima vsak preboj svojo ceno. Pri HBM se ta cena meri v siliciju. Za proizvodnjo 1 GB HBM za sisteme umetne inteligence je potrebne približno 3krat več silicijeve zmogljivosti kot za izdelavo standardnega pomnilnika DDR5. Tako se ob preusmeritvi tovarne na HBM zaradi razcveta umetne inteligence proizvodnja običajnega RAM-a zmanjša.
Ta dva trga ne moreta rasti vzporedno. Vsak kos silicija, namenjen pomnilniku za vrhunske sisteme umetne inteligence, je silicij, ki ga ni mogoče uporabiti za izdelavo rama za milijone vsakodnevnih naprav, kot so prenosniki, telefoni in tablice. Posledica je surov kompromis. Industrija umetne inteligence porablja vire, ki so poganjali potrošniški trg. In ko pogledate dobičke, je jasno, zakaj se proizvajalci pomnilnika odločajo za pridobivanje naročil za HBM. V današnjih tržnih razmerah imajo proizvajalci lahko operativne marže, ki presegajo 50%. Za nekatere celo napovedujejo, da se bodo njihove marže povzpele skoraj do 80%. To je ogromna razlika v primerjavi z veliko manjšimi maržami, s katerimi so se ta podjetja morala spopadati, ko so proizvajala običajni RAM, preden se je razcvet umetne inteligence zares začel. Težava je v tem, da to ni trg z desetinami podjetij, ki bi sprejemala različne odločitve. Svetovno industrijo pomnilnika nadzorujejo trije velikani: Samsung, SK Hynix in Micron. Skupaj proizvedejo približno 93% vseh pomnilniških čipov. To jim daje izjemen nadzor nad smerjo, v katero gre industrija, in izbirajo pot, ki jim prinaša največ denarja. Lahko se osredotočijo na majhen elitni trg, namesto da bi jih skrbelo, kako zadovoljiti množice. Tudi ko njihovi izvršni direktorji priznavajo primanjkljaje na trgih pomnilnika DDR, še naprej vlagajo sredstva v širitev proizvodnje HBM. Njihova zvestoba je na strani velikih tehnoloških podjetij. Seveda ne bodo priznali, da zapuščajo splošno javnost ali puščajo milijone potrošnikov, da se borijo za drobtine. Namesto tega bodo govorili o diverzifikaciji svoje ponudbe izdelkov ali širitvi na nastajajoče trge. To je dolgočasen poslovni žargon, s katerim prikrivajo posledice svojih odločitev. Toda ne glede na to, kako zelo to olepšujejo, je končni rezultat enak. Trg HBM postaja večji in bogatejši, vse na račun trga DDR. Podjetja kot sta Meta in Microsoft dobijo ogromne zaloge čipov, ki jih potrebujejo za gradnjo večjih podatkovnih centrov in učenje svojih modelov umetne inteligence. Družine, študenti in strokovnjaki v stiski morajo shajati z manj. To ni težava v dobavni verigi ali višja sila, prav tako ni nek zloben načrt. To je hladna, preračunana in povsem zakonita korporativna strategija, ki jo poganja najstarejši in najčistejši temelj poslovnega sveta – zasledovanje dobička. V zadnjem četrtletju leta 2025 je SK Hynix zabeležil 66% povečanje prihodkov v primerjavi z enakim obdobjem leto prej. Tudi poslovni dobiček se je v istem obdobju povečal za 137%. Podobna zgodba je bila pri drugih velikih pomnilniških podjetjih. Niso šli povsem na vse ali nič in popolnoma izstradali trga DDR, vendar so naredili dovolj veliko investicijo, da so njihove dobičke in stopnje zadovoljstva delničarjev dvignili na rekordne ravni. Grd stranski učinek te strategije pa je neusmiljena prerazporeditev svetovnih virov stran od delavskega in srednjega razreda. Medtem ko se trg razvija, da bi optimiziral donos za vsak posamezen kvadratni milimeter silicija, je pomanjkanje pomnilnika zajelo velik del sveta. In po tem pomanjkanju se začenja pojavljati nova, zastrašujoča resničnost. Razdeljena resničnost, digitalni kastni sistem, svet, v katerem obstajata dva nasprotna ekstrema v stanju kaosa. Na eni strani so izjemno napredni sistemi umetne inteligence, ki se učijo na neskončnih nizih podatkov in porabljajo ogromno virov. Ko ti sistemi postajajo pametnejši in močnejši, se njihove zmožnosti eksponentno povečujejo do točke, ko skoraj nobena naloga ni več nemogoča. Na drugem koncu spektra so potrošniki. Navadni ljudje, ki iščete naprave, ki vam omogočajo, da počnete stvari, ki jih potrebujete, vendar ste vse pogosteje prisiljeni plačevati višje cene za manj kakovostne naprave. Da bi bilo še huje, večina teh naprav ne zaostaja le nekoliko, postajajo zastarele. Umetna inteligenca se uvaja v vsakdanje naprave in delovna mesta. Tu pusti milijone ljudi z osnovnimi prenosniki in srednje zmogljivimi računalniki, ki ne morejo slediti valu aplikacij in operacijskih sistemov, ki jih poganja umetna inteligenca. Tako jim bo ostala le ena možnost – oblak. Ta isti oblak, ki je v lasti in upravljanju istih megakorporacij. Isti oblak, ki ga poganjajo z vsem tistim silicijem in drugimi računalniškimi komponentami, ki jih kradejo preostanku sveta. Ljudje bodo ali kupili drag računalnik s podporo za umetno inteligenco, ali pa bodo vsak mesec plačevali tehnološkim velikanom, samo zato, da bodo lahko uporabljali osnovne funkcije. To je prihodnost, proti kateri gremo. Ne gre samo za to, da velike tehnološke družbe z milijardnimi proračuni prevladujejo na trgu. Gre za to, da enkratne nakupe spreminjajo v neskončne naročnine. To je počasen premik proti digitalnemu suženjstvu, kjer ljudje svojih računalnikov ne bodo več zares imeli v lasti. Namesto tega postanejo portali za dostop do storitev in najemanje digitalnih življenj pri istih podjetjih, ki so zgradila ta sistem. To so pretrešljive posledice razcveta umetne inteligence. Tehnološki velikani bodo postajali vse močnejši, medtem ko bodo ljudje postopoma izgubljali nadzor, izbiro in svobodo, ki so jo nekoč imeli.
imeli. Rekli so vam, da bo umetna inteligenca spremenila svet in odprla priložnosti za vse. Le pozabili so omeniti ceno, ki jo boste morali plačati za to preobrazbo. Zdaj ljudje začenjajo videti pravi strošek, a je že prepozno, da bi to ustavili. Mehurček umetne inteligence raste in nas vsakodnevno vpliva, vendar ali je to vzdržno? Oglejte si 115 milijard dolarjev. Tempa porabe mehurček umetne inteligence je pravkar počil, da izveste, kje se vse skupaj konča. Ali kliknite na ta video.